Ja, živno, evo, toliko dolg cajta smo čakali, pa se sprašvali, kva je moj nasleden avto, pa mislim, da je bilo zdaj tega čakanja dost. Tako da, evo vsi skupaj, tole je moj Focus RS. Tole je prva epizoda v tejle seriji Focus 2.0 in v tej seriji bomo Focusa predelali tako, kot je zdaj, se pravi čistok do zadnjega detajla, tako, kot sem si ga zmer želel. To pomeni feltne, fedri, zici, notranjost, auspuhi, tuning, vrep in tako naprej. Tako da se mi zdi to res en tak zabaven proces in ga bom pač sprot dokumentiral. Sem pa res ful vesel, da to celotno serijo podpira podjetje naročiauto.si. To je podjetje, ki vam v bistvu pripelje iz tujine kjerkoli avto po vaših željah, najdejo ga v tujini, spogajajo ceno, pripeljejo ga domov, uredijo vse papirje, tako da vi pridete samo še na prepis in prevzamete svoj nov sanjski avto. In seveda so ga pripeljali tudi meni. Jaz sem zelo specifično vedel, kakšen avto hočem. Se pravi, mogel je biti črne barve, mogel je imeti zimski paket, kar pomeni ogrevan volan, zici, sprednja šipa, vse, kar gre od opreme, tale avto je dejansko do konca naložen, razen šibe daha nima, ampak to mi je dejansko dosti vse in ga nikoli ne uporabljam. Pri naroči avto so zrihtali točen tak avto, jaz sem prišel sam še na prevzem. Živo, Rok, me veseli. Se podpisal, prevzel ključe in za vikend se že fleten vozimo. Ok, zdaj pa dajmo še eno reči na temo, zakva sploh Focus RS. Mogoče eni od vas veste, da sem jaz enega Focusa RS-a že imel pred temu, dejansko je bil čisto isti, samo v sivi barvi. Ampak sem takrat ga žal mogel prodati, ker sem dobil ful dobro ponudbo za Shelbyja in se pač finančno ni šlo, da bi imel oba naenkrat. Želja je pa pač vedno ostala Made Collection, se pravi Shelbyja pa Focusa RS-a skupaj. Je pa zdaj še malo bolj super, ker je pa zdaj ta tudi v črni barvi, in one dva tako lepo pa skupaj pašeta. Poj pa še par drugih stvari, ki so mi zelo pomembne pri takmu avtu, ki ga uporabljam večinoma vsak dan. To je štirikolesen pogon, ker se ful rad po snegu vozim in pač ta avto, ki sem prvič po snegu vozil, pač me je kupil za zmeraj. Ker tako, kot ta štirikolesen pogon dela, je res nekaj neverjetnega. Mogoče boste rekli, pa zakva si nisi kupil Yarisa GR-a, naprimer, ki je podoben, se pravi štirikolesen pogon, hot hatch, zelo zabaven avto. V bistvu iz parih razlogov, ker je avto precej manjši, jaz sem kar velik, skoraj 1,90 m in mi je tisti avto kar malo majhen, plus GR-i so trenutno cenovno precej višji kakor Focusi. Plus še ta zadeva, da imam pač dva Forda, je tako nekako satisfying, da je pač, ne vem, tak kompletek, no. Pa dajmo zdaj malo pogledati detaljčke od tega avta, Trenutno so na njemu tele srebrne feltne, ki pa jih imam v planu kar zelo hitro zamenjati. Na avtu so tele opcijske modre čeljusti, ki drugač brez doplačila so srebrne. Tukaj le gor imamo City Safety radar in pa vse tele varnostne sisteme. Tukaj le vzadaj imam kamerco, tako da lahko kot vzoren voznik, kot sem, tudi zelo vzorno parkiram. Drugač mi pa ful hud detajl tale meglenka, ki jo ima v zadnji, ki je tako malo F1 inspired. In pa seveda dva auspuha, tako ka se za RS-a spodoba, Spoilerček takole krasen imamo, Evo, zdaj pa pojmo še noter pogledati. Evo, noter najdemo tele RS sedeže od Ricarota, ki so pa v bistvu ta udobna varianta. Opcijsko ima tale avto sicer še ne take malo bolj hardcore sedeže, malo bolj školkaste, ampak se v njih sedi malenkost višji in zame, ki sem visok, vsak centimeter se hitro pozna, koliko sem pod stropom. Pa mene, ki sem malo bolj suh, me tisti ne primejo toliko dobro, kakor me teli. Plus to, da so teli ugrevani, ka oni niso. Čeprav ne vem, zakaj mi to toliko pomemben, ki mi v bistvu ni, ker bom itak tele zice zamenil, ampak ne še okoli govoriti, ker bo pa to v kakšni epizodici kasneje, Evo, dajmo ga zalaufati, pa vam še noter par stvari pokažem. O, Marija, kako tole kresne. Čakaj, volan poglihati. Tole vler, da manj navskakal. Evo, to je to, kar sem govoril, da ima zimski paket. Tukaj ima ogrevan volan, tukaj gor pa ogrevano sprednjo šipo. Potem pa še, seveda, oba sedeža. O, fak je že vroče, moram koj ugasniti. Marija.
Majster hajca, da ni inflacije. No, pol imamo pa še tale gumbek, ki je pa v bistvu gumbek zabave. Evo, če ga takole pritisnem, se nam odprejo drive mode in tukaj vidimo sport mode, track mode in pa drift mode, tako da si lahko boss, brez da to znaš. Ok, to je bilo to na hitro za danes. Danes smo avto predstavili, nekako prevzeli, čez ta nakupen proces šli. Zdaj pa v naslednji epizodi nas pa čaka detailing in pa priprava avta, da bo res v piko, preden gre gor PPF pa ta prve nalepke. Tako da to je to in se vidimo v kratkem. Ajde, čau!